Radio SI Main Stage. Tako, Hamo ponovno z nami v studiu ob 10:15, pa čas za Radio SI. Live Main Stage koncert, Facebook stream Radio SI in tudi na spletni strani. Prej smo se pogovarjali, zdaj si studio že malce začutil, je tako, ne? Domač, ne? Domač. Zdaj ravno Kerstonske sem prelaufu, fino bo. Igrali boste same nove ali kakšno starejšo? V bistvu bomo igrali same stare, pa kakšno novo. Veš, kako je album, načeloma izide drugo leto, se pravi, nove šparamo municijo v Sržerih. Sigurno bomo zaigrali Božičko, ta je z novega albuma prihajajočega. Bomo pa zaigrali par teh zimzelenih naših, teh, ki jih v resnici znamo odigrati. Ja, ne, pošteno in fair. Pošteno in pa te, ki se da mogoče mečkin poimprovizirati, pa ne preveč, da nas ne boste prišli z lisicami odkle. Zdaj, ko si omenil album drugo leto, za omeniti tudi na spletni strani Radia SI je tudi Facebook nagradna igra, ne, Helena, kjer lahko poslušalci kaj dobijo? Samo malo, da jaz še pogledam. Ne. 22. februar, ne, prihodnje leto je datum. Najlepši datum v naslednjem letu. 22. 2. 22. In pričetek je ob 2022. Ja. Če te dvojke pretvoriš v srčke, ne, moraš vzeti inzulin. Ja. Pa kavo brez sladkorja spet. Skratka, Facebook stran Radia SI, priklopite se gor, komentar, ne? En zanimiv naj napišajo. Tako, tudi Instagram pride v poštev, ne? Tako da, kolikor vidim... Kaj pa, če bi vprašanje zastavili? Kolikor vidim, čakata dve. Daj, bomo dopisali, ne? Ja. Kje bo koncert? Ker še nismo povedali. Povedali smo datum. Piše na fotki, veš. Ja, smo slikali. Ne, to je... Ja. Ampak ni problema, sej nihče ne bo razumel. Ne. To je itak časovni stroj, še malo pa pridete Michael J. Fox pa Christopher Lloyd. Si bom kakšno zahtevnejše vprašanje. Koliko je cena vstopnice? 22? Ne, upam, da ne. Ja, vsekakor 2 vstopnici čakata za koncert prihodnje leto, ki bo torej 22. Ob 20:22. Ja. Tako. Veš kaj, vi ste nekako večina v 70-ih rojeni, ne, člani zasedbe, ali pa mogoče kakšen v 80-ih, no, ampak tako je, rečimo jedro, no. Se pravi, MTV je nekako tudi vplival na vas, ne, glasba z MTV-ja? Sigurno, ker sem bil jaz pač mulc, mislim, se spomnim Dire Straits, se pravi, mislim, da je to prvi video, ki je Money for Nothing, misliš? Ja. Če se ne motim, nekje sem zasledil. Ja. Da je bil to prvi video, ki je šel na MTV. Tako da se tega zelo spomnim, kar pomeni, da sem zelo star. V takratni največji možni meri tudi digitalen, ne, mislim digitalen, pač posnet, malce kombinacija Knoplera na kitari, pa potem tisti junak, ki je robotiziran in tako naprej. Ja. Ampak nekaj druga si mislil, zdaj, ko smo pri videospotih, malce sem brskal po spletu, ker se spomnim pač samega tega intervjuja, tudi videospotnice smo včasih gledali, ne? In ko sta bila ti pa Miha gosta pri vajnem nekdanjem glasbenem kolegu Blažu na videospotnicah, se malce preletel ta pogovor. In o videospotih je na koncu bila tema, ne? In takrat si o videospotih povedal tole. Naslednji spot je jaz režiral, zato da ne otrija, mislim, pravzaprav bom delal še več, ampak saj jaz ne bom toliko nastopil, ker zmer, a veš, pevca gremo in pa moram jaz tega pijajo v zadnji, jaz pa veselo tam pred kamero ždim in v strino štela. Ja, to je bilo še iz časov Babe Watch, ko so tebe imeli v fokusu, ostali pa so kaj delali pri videospotu, kaj? Ja, kaj pa jaz vem, smo to že toliko, zdaj kalkuliram, koliko časa nazaj je bilo in ja, evo, prej sem prav povedal, zdaj meni se zdi, da malo bolj globok glas. Ja. To je bilo zelo tenko. Ja. Pa tudi manj glas imel takrat, ampak zakaj tega zdaj ne bomo razkrili, ne si tam povedal sam. Aha, ok. Ampak, dobro, koncerti preko spleta so na nek način tudi videospot ali ne. Kako dojema band koncert preko spleta, zdaj v koroni je bilo kar nekaj, ne? Mislim, ni publike, ne? Igraš, ampak ni publike. Jaz mečkem pogrešam jaz mislim, da koncert sam po sebi
tako, ta klasičen koncert, publika pod odrom in tako naprej, da ljudje ne hodijo tja samo zato, da bi poslušali muziko, ampak tudi zato, da bi koga srečali, objeli, se zaljubili in tako naprej, spili kakšno pivo, vino, ne vem, karkoli. Pojedli kakšen kostan, to je zdaj popularno. Tako da mislim, da to tem spletnim koncertom manjka. Ne. Dobiš v bistvu samo en delček tega paketa, ne, to je muzika, ki je ponovadi zelo v nekih sterilnih pogojih izvajana in zaradi tega ne nujno slabša. Včasih kakšne stvari zvenijo bolj, zato ker je res ta studijski vakum prisoten, kakšne stvari pa mogoče slabše, zato ker ni te izmenjave energije. Ne. Skozi ekrane jo težko začutiš v obe smeri, se mi zdi. No, kot si dejal, seveda, koncert je družaben dogodek z nekim ciljem, ne? Če se odločiš, da greš na ta koncert, že imaš nekaj skupnega s tisto drugo osebo, ki je tudi prišla, ne? Sigurno, na koncert, ja, kot si dejal. sigurno, ja. In je seveda že neka istočnica, če ne drugega, za samo druženje, prijateljstvo, ljubezen, karkoli. Če se spomniš mogoče svojega prvega koncerta? Prvi koncert sem imel z neko skupino Onyx, igral sem bas, zgoraj brez. Na oprsju sem imel natanko 6 dlak. To si imel takrat bas više dvige, ne tako kot punker ne, spodaj. sem imel zelo punkersko, ker je bilo treba teh 6 dlak pokazati. Tako. Star sem bil 16. Tako. In bil je pa koncert na Ptuju. Na Ptuju? Ja, to je moj prvi koncert v življenju in takrat sem se, prvi koncert z bendom, da tako rečem. Sam s kitaro sem nastopil, pa mislim v osnovni šoli. Ja. Dom Svobode, Šentvid, tam, ko so pankerti s plato posneli. Svoboda 82. Prostor s posebno energijo, tako. Definitivno. Zdaj, ko si omenil Štajersko, ne, Helena, na Štajerskem so afterpartiji po koncertih ponavadi daljši kot koncerti. Ponavadi, ja. Res je. Naši koncerti so kar dolgi. Ja, rečemo, ampak štajerski afterpartiji so daljši, jaz se strinjam. Da pač pošteni pridejo po svetlem domov, ne? Tako je, ja. Mi pravimo, da priješ z Danilom. Veš kaj, malce bomo glasbeno prekinili. The Man Who Sold the World in David Bowie, mislim, da ne, tukaj posebne introdukcije ni potrebne. Ne? Ni treba. Mislim, tako vedno, ko me kdo vpraša, da izber kakšen komad, bo po mojem Bowie zmer na seznamu, pa lahko tako pikado z vezanimi očmi mečem, pa bo dober komad vam prišel. Radio SI, Main Stage. Tako, 9:47 minut, Main Stage, še slabe pol ure do koncerta. Trema in koncert, to je pri vaši zasedbi nekako povezano, ali je to tisti adrenalin, ki ga rabiš? Ne? Jaz mislim, da je to koncert brez treme je ponovadi slab. Ne vem zakaj, ampak če misliš, da si predober, ne, kar se mi zdi, da je trema taka uravnilovka, da je nekdo, ki ti trka, ne vem, če si dosti dober. Če greš s tem na oder, pol si lahko dosti dober. Da imaš neko spoštovanje do tega, da nisi glih najboljši. Ne. Če greš pa z nekim prepričanjem sam o sebi, da si najboljši na oder, te pa hiter publika postavi. Publika klofne ali pa muzika, še rajš muzika in ti zelo hiter pove, da nisi najboljši. In potem vedno, mislim, smo vsi ljudje tako narejeni, da če si nižje letvico postavimo, smo pol bolj zadovoljni, če pridemo čez njo kot obratno. Ne? Vidiš, glasba pa šport sta nekako povezana, ne? V bistvu je, ne? Ja, oboje zahteva mnogo ponovitev. Tako je, vaje. To, kaj bomo se zdaj pogovarjali, Helena, to se ne bo ponavljalo, ne? To bo ena priložnost. Ne? Tako, ena priložnost za vsako vprašanje. Prva asociacija je ponavadi najboljša. Tako da veš, slišiš in zdaj me je že strah. Povej. Ne. Zelo preprosto in ne boleče. Okay. Kako je videti tvoj jutranji ritual? Kava, čik. Konec. Kaj pa tvoj dober dan? Kava, čik, dober dan, čik, konec. Poleg glasbe, katero je še področje, ki te zaposluje v življenju? Kava, čik, zdaj sem odpadel. Področje, ki me zaposluje poleg glasbe, po moje, da cel kup neke organizacije povezane z glasbo v zadnje čase. No. Drugače pa kuharija. Hamo in šport? Hamon ni prav športen
človek. Zdaj pa je popularen v tretji osebi govoriti o sebi. Sploh, če si iz On kulturnega jaz. sektorja. Hamo ne rad športa. Če bi Hamo izbiral prizorišče za bend v Sloveniji, Evropi in na svetovnem podiju, katera 3 prizorišča bi to bila? V Sloveniji Križanke. Nisi prvi, ki je to rekel, tako da verjamem. Ja. Mislim, tam sem bil, že velikrat sem igral in je super plat za igrati, in velikrat sem bil na drugi strani v publiki in je super plat za poslušati muziko. Evropa, tukaj sem recimo, Wembley. Okay. Mislim, da potrjen. bi, Kupimo. bi bil Z lahkoto. tam svet, pa po mojem, da kdor z Wembleyjem ni zadovoljen, drugega vreden ni, ali pa večjega vreden ni. Ja, Tako če da v bo domovini- kar ostanem pri Wembleyju. ja. Se pravi, Križanke, Wembley. Romantik ali realist? Racionalist, ki zna racionalno uporabiti romantiko, kadar je to potrebno. Zato pa jih je včeraj klical, popoldan, da ne boste zamudili, vidiš? Knjiga, ki si jo nazadnje prebral? Knjiga, ki jo moram prebrati, je knjiga od mojega brata. Ta nova. Sveža, ne? ta nova, Ta tako. nova. Mislim, da pa zadnja, ki sem jo prebral, je bila pa ta stara od brata. Zelo slabo. Počas berem, zaspim zraven. Neko bolezen imam, 2 strani, jaz spim. Ne glede na to, tudi če od brata knjiga. Pa je dobra knjiga, ki nimam. Si pri bratu že pogledal, kaj namazal kakšno ketno na kolesu? Zdaj si je dečko umislil motor. Ne? Ja, no, to pa Tako res. da, Ja. Dobro, on je že iz tranzicije ven, on je že v krizi zdaj. jaz sem si že 2 leti nazaj, pa je on starejši od mene. Ja. Zdaj sem jaz nagovoril, da bi tudi bil motorist, ampak ima žal motor brez ketne. Tako da, Ja. Ker kolesa so pa pri njem tudi precej. Ne? kolesa so pa precej. Ja, tako. Zelo rad ima človek balance. No, ugotavljam. S čim vse balansiraš ti življenje? Ne vem, mislim, da sploh ne starejši, ker sem bolj moder, in ga je vedno manj treba balansirati. Ker sem pogrunil, da ni denar vse, od tam naprej je ful lažji. Da če si skromen, imaš bistveno manj problemov, kot če se ženeš za nekimi stvarmi. In muzika sigurno pomaga pri tem sproščanju, in tako da meni je v resnici čisto fajn. No, in če bi danes srečal tistega z 6 dlakami, torej 16-letnika, kaj bi mu svetoval? Ti sam pejt. V bistvu sem mogoče, da sem celo vse srečal takrat, ker sem samo šel. Ne nujno v pravi smeri. Veliko enih napak sem naredil že, ampak mislim, da napake so nujne na poti do cilja. Ja, napaka je itak subjektivna reč. Ne? Ja, mislim, brez napak bi bil Ja. hudičev dolg čas. Ja. In pač, če imaš tako srečo, kot jaz, da imam nekako možnost imeti popravca, velikrat v življenju, pa veliko ljudi ima to srečo, eni jo tudi nimajo, potem so napake super za preganjanje dolg časa in zato, da pač do cilja prideš boljši človek, kot si bil na začetku. No, pa če si glasbenik in umetnik, seveda, imaš vedno dovolj štofa za samo ustvarjanje glasbe, za besedila, za muziko. Ne? Seveda, ja, če ne bi tokrat falil v ljubezni, kot sem, lahko 4-5 plat zdaj le stran vržem. Ja. Ne bi imel kaj napisati. Ne. Če bi recimo za ljubezen skozi plezal samo do princese po stolpu in padal dol, bi bil pa zdaj že na vozičku, recimo, ker bi hrbtenica trpela. Ne? Pa iz te Ja. zgodbe dobiš mogoče pol refrena. Ja. Ja. Au, Ja, ne, veš. si Ja, končal. medmeti in tako dalje. Ne? Ja, pa naj bo to istočnica za današnji koncert. Hamo, hvala lepa. Hvala. Ja, jaz imam še eno vprašanje. Aha, Seveda, še imaš. vedno je tako. Daj povej mi, boš kdaj vzel v roke kitaro in se recimo usedel na ulico in igral? To sem že naredil. Sicer gremo v obdobje 6 dlak. Ker to je nek samoterapija in še kaj drugega, ne? Recimo kako? To je, mislim, da zelo dober pokazatelj, koliko si dejansko vreden na trgu. S kolegom sva šla, so rekli, greva za en teden na pot po Sloveniji z vlakom, vzameva denar za vlak, se pravi, kupila so si neko tedensko karto takrat,
ostalo si bo pa zaslužila na poti. Na Lentu sva, to je bil prvi večer, igrala 12 ur, zaslužila sva, mislim, da $30. Pivo je bilo 8. Tako da, toliko so bila vredna, pa so rekli, ok, klej Štajerci, nič ne dajo, greva na morje. Pa mislim, da ni bil problem v Štajercih, sem bila pa mi dva problem. So šla na morje in so v Piranu igrala in je bilo sicer mečkem bolj, ker je bilo več turistov, ne, ker niso razumeli, kaj pojeva in tako naprej. Pa moja mama je meni prišla in vem, da je Ivanko Kobilico pretegnila, to je bilo $5,000. Ja. In v trenutku, ko je 100 metrov stran šla, so midva spakirala kufre in so bila že v gostilni. Ne. Vidiš, iz 5,000 vaju je prisilila, da ste si morala to razdeliti. Ne? Ja, Ker absolutno. če bi dva Prešerna vrgla not, bi rekla, evo, hamo, gled, to je moje in tvoje. Ampak 5 jurjev je pa druženje, ne gre. Ja, po mojem nam je hotela med vrsticami povedati, da vidva nehati to početi, ni sramota delati, sine, pet v gostilno, pet jest, karkoli sem nekaj na ulici grad. Ampak je dobra izkušnja, ker v resnici so bila midva prepričana, da bova obogatela, ne, na tej poti in je bil tak prvi resen srečanje muzika in denar. Ne. Ja. In zdaj, ne vem, 30 let potem da se z muziko zaslužiti, ampak moraš biti skromen. Dobro. In kako se bo vse skupaj šlo danes na main stage, bomo slišali dobro čez dobrih 15 minut. Hamo, hvala za obisk, dobro je bilo, tudi verjamemo, da bo koncert, tako da vse lepo vsem. Ne? Točno, moje besede si uporabim. Hvala. Čau. Radio SI Main Stage.